Če bomo politiki med seboj dobro in zgledno sodelovali, bodo narodi med seboj prijatelji. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na povabilo zveznega predsednika Republike Avstrije dr. Aleksandra Van der Belena danes na uradnem obisku v Avstriji. V ospredju pogovorov z gostiteljem so bile razmere v regiji in svetu, podnebne spremembe in vojna v Ukrajini. Sogovornika sta posebno pozornost namenila položaju slovenske manjšine v Avstriji, izrazila sta tudi pričakovanje, da bosta državi našli rešitev glede nadzora na notranji šengenski meji še pred poletjem. Dunaj, Avstrija, 24.4.2023. Sporočila za javnost, mednarodne aktivnosti. Zvezni predsednik Republike Avstrije je predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar sprejel z vojaškimi častmi v palači Hofburg. Sosednje države so moja prioriteta, je ob prihodu poudarila predsednica republike, ki se je z gostiteljem zadržala v pogovoru na 4 oči, zatem pa sta se delegaciji Republike Slovenije in Republike Avstrije sešli še na plenarnem pogovoru pod vodstvom obeh predsednikov. Dobri odnosi so v sedanjem času še posebej pomembni, je plenarno zasedanje odprl predsednik Van der Bellen in obisk označil kot prisrčno srečanje v duhu evropskih dobrososedskih odnosov. Med državama poteka tudi odlično gospodarsko sodelovanje. Avstrija je četrta najpomembnejša zunanje trgovinska partnerica Slovenije, prva po številu investicij v slovensko gospodarstvo, druga po številu storitvene menjave in tretja po številu turistov. Predsednik Van der Bellen je v nadaljevanju izpostavil kar 19.000 Slovenk in Slovencev, ki živijo v Avstriji, ter 26.000 tistih, ki dnevno migrirajo. V povezavi s tem sta slovenska predsednica in avstrijski predsednik poudarila, da je Schengen z njimi prost pretok ljudi ena od temeljnih vrednot Evropske unije. Zato sta izrazila pričakovanje, da bosta državi našli rešitev glede nadzora na meji še pred poletjem. Na plenarnem pogovoru sta predsednica republike in gostitelj spregovorila tudi o razmerah na Zahodnem Balkanu in širitvenem procesu Evropske unije. Slovenija in Avstrija delita razumevanje, da je regija Zahodnega Balkana del Evrope in si prizadevata za krepitev oziroma pospešitev širitvenega procesa za države regije. S predsednikom deliva vizijo, da več Evrope v Zahodnem Balkanu pomeni razvoj in stabilnost v tej regiji, je poudarila predsednica republike in sogovorniku predstavila načrte za nadaljevanje in nadgradnjo sodelovanja z državami regije v okviru pobude Brdo-Brioni s temami podnebnih sprememb in izzivov mladih. Posebno pozornost sta posvetila položaju slovenske manjšine v Avstriji. Predsednica Pirc Musar je izpostavila prizadevanja manjšine za ohranitev slovenskega jezika in v zvezi s tem opozorila na pomen pravice do zagotavljanja kakovostnega izobraževanja v slovenskem jeziku od vrtca naprej ter pravice do rabe slovenskega jezika v sodstvu na območju, kjer živi slovenska manjšina. Predsednik Van der Bellen se zaveda, kako zelo pomemben je jezik za vsako manjšino. Brez jezika si ne predstavljam obstoja manjšine in vesela sem, da predsednik Van der Bellen to mnenje deli z menoj. Se je gostitelju zahvalila za njegovo iskreno prijateljstvo in naklonjenost do slovenske manjšine. Predsednik Van der Bellen pa je dejal, da v manjšini vidi most med državama. Predsednica Pirc Musar in predsednik Van der Bellen sta spregovorila tudi o vojni v Ukrajini in se zavzela za čimprejšnji začetek mirovnih pogajanj. Predsednica republike pa je sogovorniku zahvalila za donacije, ki jih Avstrija namenja delovanju ustanove za človekovo varnost ITF, ki deluje tudi v Ukrajini. Pomemben del pogovorov sta posvetila podnebnim spremembam in okoljskim temam, saj ju kot državnika zelo povezujejo. Vedno lahko najdemo vsebine in projekte, ki nas še bolj zbližujejo kot sosednja in prijateljska naroda, je dejala predsednica Pirc Musar in spomnila na svoje prve srečanje s predsednikom Van der Bellenom 9. decembra lani, še pred njeno uradno zaprisego. Že tedaj sem začutila, da bova lahko nadaljevala prijateljski odnos med državama, se je spominjala in poudarila, da so politiki pomemben zgled ljudem. Če bomo mi med seboj dobro in zgledno sodelovali, bodo narodi med seboj prijatelji. To je tisto, kar si iskreno želim, je dejala.
Avstrijski predsednik je v čast slovenski predsednici priredil svečano kosilo, predsednica republike pa je v nadaljevanju uradnega programa obiskala muzej Belvedere, kjer si je ogledala razstavo Klimt. Po navdihu Van Gogha, Rodina, Matissa, obisk pa je sklenila na sprejemu za Slovenke in Slovence, ki živijo, delajo in ustvarjajo na Dunaju. V sklopu priprav na uradni obisk se je predsednica Republike Slovenije prejšnji teden srečala s predstavnicami in predstavniki slovenske manjšine v Avstriji.